Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lepo pozdravljeni. Drugi krog prve lige Telemach je v polnem zamahu, v Domžalah pa nas čaka obračun rumene družine Domžalčanov in pa Mure. Ja, s pogledom tja nekje proti maju je tale tekma pravzaprav že kar zelo pomembna, kajti tako Domžalčani kot nogometaši Mure računajo, da se bodo seveda ob koncu sezone borili za evropske vozovnice. Offenbacher umirja na sredini igrišča, našel je Toliča. Tolič proti Kolobariču, tole je dobra podaja, Kolobarič! Mimo vrat Dario Kolobarič. Druga lepa priložnost za Domžale. Naj bi bila seveda precej bolj rezultatsko ambiciozna. Bomo videli, kako bo s tem v novi zgodbi. Šturm zdaj napada priložnost in mimo gola. Nohanović v kazenski prostor, priložnost in Mulalić brani. No, tole pa je bila zdaj krasna priložnost Mure, Proleta. Ajdin Mulalić. Ampak tule dokazuje, da se lahko dolži, ampak Mura vseeno vodi. 43. minuta. Leart Sadriju za vodstvo Mure z 1:0. Spet je zaspala domžalska obramba, kot da ni bilo dovolj tisto opozorilo v prejšnji akciji, ko je Mulalić uspel zaustaviti poizkus Prolete, zdaj pa je Mura povedla. Poglejmo si še enkrat, kaj se je tule dogajalo. Podaja v kazenski prostor, na bližnji vratnici pa Sadriju. Danjemo nogometašu Rogaške in Kopra. Offenbacher. Offenbacher zdaj podaja proti Miliću. Milić ima priložnost in gol! 1:1, 58. minuta. Nino Milić je zadev za izenačenje Domžal proti Muri. A tule je bila ključna tudi poteza Daniela Offenbacherja, ki je zadržal žogo v dvoboju z enim izmed branilcev Mure, potem pa krasno podal na Nina Milića. Slednji je ostal v napadalni akciji, potem dobro zaključil. Poglejmo si še enkrat, Kurtović je malce zaspal v Offenbacherju, sijajna podaja Avstrijca in potem tudi na posnetek. Težko je bilo oceniti pravzaprav, kdo je na koncu streljal. Zdaj pa Pucko, tole je še ena priložnost Sadriju pre gola. Videli, kaj bo dodal v napadu Domžal. Zdaj je skušal v napadu Mure svoje dodati Vizinger, brez prekrška je prišel do tele žoge. Vizinger, to da Mulalić brani. Podaja in priložnost za Muro! 2:1, 85. minuta. Ni ga bilo danes pravzaprav na tejle tekmi. Toda Amadej Maroša je udaril, ko je bilo to najbolj potrebno in Mura vodi v Domžalah. Omenjal sem v prvem polčasu, da tole ni tekma, v kateri bi užival Amadej Maroš, ampak to so ti klasični napadalci, goligravci, kot pravimo. Ja, res, ni ga bilo na tejle tekmi, to tako je bilo to najbolj potrebno, je udaril vsemi svojimi izkušnjami in iznajdljivostjo Amadej Maroša. Pucko, Percin Mvankvo. Mvankvo zdaj v kazenski prostor, tole je priložnost za Domžalčane. To da Raduha je žogo odbil. Erik Mrdanović, druga tekma v letošnji sezoni, žal se za Domžale ni išlo, verjetno po vaših željah, ampak v prvem polčasu do 40 minute do prejetega zadetka ste imeli kar nekaj lepih priložnosti. Kako ste vi videli ta prvi del tekme? Ja, v prvi polčas mislim, da smo bili boljša ekipa. Mi smo res nekaj izrazitih priložnosti, po priložnosti, ki nažalost nismo izkoristili. Na koncu spet malo popust koncentracije, individualna napaka in pa prejet zadetek iz prekinitve, tega nesprejemljivo na taki tekmi, na domači tekmi dobiti 2 gola iz prekinitve. Ampak ok, proces učenja, delamo naprej in se pripravljamo na novo tekmo v petek. So te napake in pa padec koncentracije vpliv priprav, vpliv mladosti ekipe, kaj drugega?
Ja, vse, miks vsega in mladosti in mogoče neizkušenosti, vse skupaj, ja. Zdaj na koncu, ko gre tekma proti koncu, je nekako ta koncentracija, ta pritisk mogoče na teh manj izkušenih fantih še večja, tako da bo treba na tem še veliko delati in popravljati napake na naslednji tekmi. Radovlje so verjetno ekipa, proti katerim sedaj igrati, verjetno ekipa, proti katerim boste imeli kar nekaj priložnosti v naslednjem krogu. Kako se jih lotiti? Ja, proti naslednjo tekmo igramo spet na domačem igrišču proti Radomljami. Mi bomo iskali spet svoje priložnosti, spet poskušali popraviti vse te stvari, ki danes niso šle. Malo me jezi vse te priložnosti, ki so na koncu ostale neizkušene, res smo si pripravili veliko stvari, bo pa treba še delati sploh na teh prekinitvah pa prekinitvah. Erik, hvala in srečno. Hvala. Tonči Žlogar, iskrene čestitke za zmago 2-1, 85 minuta, Amadeju Marašu sem dejal, skoraj da ga ni bilo videti skozi celotno tekmo, nato pa je naredil tisto, kar se od napadalcev pričakuje, dosegel je gol. Kako ste videli vi ta aspekt? Dobro, jaz mislim, da glede Maroša, da je odigral dobro tekmo, delal je dosti za obrambo. V fazi napada smo prvi polčas imeli kar nekaj težav, po 20 minuti smo prepustili preveč pobude Domžalam. Vedeli smo, da imajo hitre napadalce, Kolobaričan, Šturma, tu so nam dvakrat naredili šanso, na kar smo se pripravljali, ampak mislim, da so danes velik doprinos prinesli igralci, ki so stopili iz klopi. Zelo dobro so prišli v tekmo, stopnjevali smo ritem, dobili na sigurnosti in mislim, da jaz sem imel na klopi tak občutek, da je drugi gol visel v zraku, imeli smo kar nekaj lepih situacij in na koncu zasluženo zmagali. Čestitke fantom, res sem vesel predvsem zaradi njih. Se vam ni zdelo, da takoj po prejetem golu, ko so Domžale dosegli gol, da 10-15 minut, da Mura nekako ni imela priložnosti, si jih ni ustvarila, da so, kot ste dejali sami, vendar na koncu tekme, da ste šele prišli do priložnosti in tekmo obrnili svoj prid? Dobro, mislim, to so težke tekme. Domžale so, bom rekel, ekipa, ki je nekje, bom rekel, enakovredna nam, ali pa smo tu nekje, se bomo borili skupaj za neka mesta. In jaz mislim, da smo mi vseeno tekmo kontrolirali, drugi polčas, predvsem po izenačujočem zadetku, in vstop Vizingerja, vstop Strajnerja, vstop Jovičeviča je prinesel kvaliteto v temu, da smo bili bolj nevarni. Više smo napadali nasprotnika, praktično nismo dovolili, da bi nam izpeljali proti napad in bili nevarni predvsem iz prekinitev, strelov daleč in jaz mislim, da na koncu, da je zmaga zaslužena. Tonči Žlogar, hvala in srečno. Najlepša hvala. Nino Milić, iskrene čestitke za zadetek, vendar verjetno bi vi raje videli, da bi bili brez zadetka in da bi Domžale zmagale. Vendarle, prvi polčas je pokazal nekaj zametkov dobre igre Domžal. Kako ste vi videli srečanje? Ja, mislim, da smo celotno srečanje bili boljša ekipa, ustvarili si več priložnosti. Nezbrani smo bili pri prekinitvah, pri čemer smo opozarjali, da je to lahko ključ na takšnih tekmah. Žal danes nismo zmagali, gremo na naslednjo tekmo po zmago. Kako ste vi zadovoljni oziroma kako ste vi videli svoj zadetek? Mislim, lep zadetek, ampak nič ne pomaga, če nismo zmagali. Kaj je treba sedaj narediti? Smo šele na začetku sezone. Kaj je tisto, kar mislite, da Domžalam še največ manjka, da bi dosegli pozitiven rezultat? Mislim, igra ni bila slaba, analizirali bomo napake in gremo v naslednjo tekmo po zmago. Nino, hvala in srečno. Hvala. Amadej Maraša, iskrene čestitke, druga tekma v letošnji sezoni, druga zmaga. Nekako vas nismo videli skozi celotno tekmo, ampak na to 85 minuta in napadalec naredi tisto, kar mora narediti, zabije gol. Kako ste vi videli tekmo? Pa dobro, ja, mislim, da smo igrali dobro, vsekakor pa je bila težka tekma. Vemo, da je tukaj vedno težko, ampak borili smo se, delali tako, kot smo si želeli in srečno zabili. V drugem polčasu so Domžale prišli do izenačenja, zdelo se je 10-15 minut, da nekako Mura ne more priti oziroma težko prihaja do priložnosti in da bo težko preobrnila rezultat, ampak na koncu se je to zgodilo. Kaj se je dogajalo v tistem delu v drugem polčasu? Ja, malo smo padli, ampak po golu mislim, da smo malo padli, ampak vseeno smo se vrnili, verjeli smo v to, da zmoremo, verjeli smo v to, da lahko zmagamo in to se nam je obrestovalo. Zdaj vas čaka Celje, koliko so noge utrujeni sedaj, ko ste takoj po pripravah, v bistvu, ko je začetek sezone, vemo, da forma še ne more biti tista najboljša, tista na vrhuncu, ampak je
lahko zdržite 90 minut. Vsekakor, mi smo pripravljeni, mi treniramo, mi delamo za to in gremo pozitivno v vsako tekmo, tako pred našimi navijačami kot zunaj, ampak ko igramo doma je to nekaj posebnega, zato verjamem v zmago. Amadej, hvala in srečno. Hvala.